45-letni plezalec iz Zahodne Bengalije v Indiji je umrl v bližini Samija na gori Everest. Med sestopom je začel kazati znake izčrpanosti in višinske bolezni. Goš je na koncu zavrnil nadaljevanje sestopa. Bil je 14. maj 2025 in dva moška sta se pripravljala na to, kar bi moral biti največji dosežek njunega življenja. Eden se je pripravljal, da se bo splazil v šotor v taboru 4. Drugi je začel svoj vzpon skozi temo proti vrhu Everesta. V 24 urah bo eden od teh moških postal medicinska skrivnost. In drugi bo sprejel tako šokantno odločitev, da ji niti izkušeni alpinisti ne bi mogli verjeti. Danes govorimo o smrtih na Everestu leta 2025, ki se ne bi smele zgoditi. Smrti, ki so tako psihološko pretresljive, da postavijo pod vprašaj vse, kar mislimo, da vemo o človeškem instinktu za preživetje. Dobrodošli v Ekstrem. Okoli 20. ure, 14. maja 2025, so tisti, ki so taborili v taboru 4 na Everestu, opazovali, kako se je več naglavnih svetilk pojavilo v njihovem vidnem polju, ko so se ljudje sprehodili naravnost v njihov tabor, se približevali oranžnim šotorom. Zdaj to ni bilo nič posebnega. Na 7925 metrih je ta skupina oranžnih šotorov zadnja postaja pred vrhom. Je tudi globoko v tistem, kar plezalci imenujejo cona smrti. Ena od teh luči je pripadala Filipu Santiagu, 45-letnemu plezalcu z Filipinov. Vedeti morate, da Filip ni bil le še en bogat pustolovec. Sem običajen delavec in se poistovetim z vsakodnevnim bojem povprečnega človeka. Poglej, hrana je na mizi. Mi smo tisti, ki smo v slabšem položaju. To je zapisal v objavi na Facebooku pred odpravo. Nismo tisti, ki smo v slabšem položaju. Kot inženir je leta varčeval za ta trenutek. Toda to ni šlo samo za osebno slavo. Santiago je sklenil, kot je sam rekel, zavezo z Bogom, da bi tej strasti dal globlji pomen. Plezal je za otroke z rakom in skupnosti brez čiste vode. Plezanje na Mount Everest je zelo malo v primerjavi z bitkami, s katerimi se ti mali bojevniki soočajo vsak dan, je rekel. Verjetno se je na ta trenutek pripravljal mesece ali celo leta. Večina plezalcev na Everest to počne. In zdaj je bil le 8 ali 9 ur oddaljen od vrha sveta. Moral bi biti srečen. Moral bi biti navdušen. Njegovo potovanje na vrh sveta je bilo skoraj končano. Ampak nekaj ni bilo v redu. Filipovi soplezalci so opazili, da so se mu ramena povesila. Govoril je pretrgano, v enobesednih sunkih in bil je vidno izčrpan. Namesto navdušenja, ki bi ga pričakoval od nekoga tik pred poskusom osvojitve vrha, je bil Santiago videti poražen. Odklopil se je z varovalne vrvi, se splazil v najbližji oranžni šotor in svojim kolegom izrekel svoje zadnje besede. Zdaj bom počival ali nekaj takega. Te preproste, običajne besede je izrekel že vsak izčrpan plezalec. Toda njegove besede so do jutra dobile srhljiv pomen. Poglejte, tukaj je nekaj, kar morate razumeti o taboru 4 na Everestu. Nekateri plezalci se šalijo, da je to edini tabor na zemlji, kjer se zbudiš bolj bolan, kot si šel spat. Ampak to v resnici ni šala. Videti je varno, mislim, poglej. Samo ravna površina, prekrita s šotori. Ampak to je past. Parkirišče v eni izmed najbolj nevarnih regij na zemlji, kjer si plezalci domišljajo, da počivajo, v resnici pa tekmujejo s časom. Na 8000 metrih tvoje telo umira. Tudi če ležiš popolnoma pri miru, tvoje možgane duši pomanjkanje kisika. Pljuča se ti počasi polnijo s tekočino, molekulo za molekulo. Tvoje srce dela 3-krat hitreje samo zato, da te ohranja pri življenju. Večina ekip zapusti tabor 4 okoli polnoči, da lahko dosežejo vrh pozno zjutraj in se vrnejo nazaj, preden se popoldanski vetrovi okrepijo. To je bil tudi Filipov načrt. Ko se je ekipa namestila, je Filipov sostanovalec urejal opremo za polnočni vzpon na vrh. Pogledal je proti njemu, zadrgnjen do brade, z zaprtimi očmi, težko, a enakomerno je dihal. Nič ni izgledalo zaskrbljujoče. To je bila običajna izčrpanost, je verjetno mislil. Ure so minevale 9 zvečer. 22:00. 23:00. Ko je ura odbila polnoč in so se po kampu 4 oglasili alarmi, je Santiagov sostanovalec segel čez, da bi ga zbudil, a je bil en majhen problem. Kratek ovinek v tej zmešnjavi. Če želite več surovih, necenzuriranih zgodb, ki jih tukaj ne moremo pokazati, se pridružite Ekstrem na Patreonu. Se vidimo na pravem Ekstreme. Ni dobil odgovora. Zaskrbljen ga je močneje stresel.
Verjetno je mislil, da Santiago samo globoko spi. Še vedno nič. Takrat je opazil. Filip ni imel utripa. Njegova koža se je že ohlajala. Hitro je sprožil alarm, a je bilo prepozno. V času, ki so ga drugi plezalci porabili za taljenje snega pred vzponom na vrh, je Filip tiho umrl, brez glasu, brez boja. Uradni vzrok smrti, ki ga je 15. maja sporočilo oddelek za turizem, je bil neznan, sum na izčrpanost ali višinsko bolezen. Toda zdravniki, ki razumejo visoko gorsko medicino, vedo, da sta na 8000 metrih dva tihi morilci. Prvi je pljučni edem na veliki nadmorski višini. Pljuča se ti napolnijo s tekočino in se v bistvu utopiš v lastnem telesu. Drugi je nenadni srčni zastoj zaradi preobremenitve. Oba lahko ubijeta zdravo osebo v manj kot 1 uri. Santiago je tisti popoldan opravil naporno plezanje po poteh Everesta, ki do skrajnih meja pritisnejo tudi najmočnejše plezalce. Prišel je do tabora 4 vidno izčrpan. Verjetno se je ulegal, ko se mu je v pljučih že začela nabirati mikroskopska tekočina. Ko je zaprl oči, da bi se odpočil, se je utapljanje dokončalo. Če bi se obrnil v trenutku, ko ga je zajela tista globoka utrujenost, bi skoraj zagotovo preživel. Mislim, da me ta smrt tako vznemirja zato, ker bi ga hiter pregled s pulznim oksimetrom in takojšen spust, kar je standard na številnih vrhovih nad 8000 metri, skoraj zagotovo rešila. Toda na Everestu ni nobenega parkovnega pravila, ki bi ekipe prisililo, da se ustavijo, in nobenega čuvaja, ki bi preverjal življenjske znake v taboru 4. V coni smrti je že samo ležanje med kovanca in Filipu je kovanec padel na napačno stran. A čeprav je bila Filipova smrt boleča, tisto, kar se je zgodilo v naši naslednji zgodbi, presega vse, kar vemo o človeškem preživetvenem nagonu. Da bi razumeli, zakaj je ta smrt tako neverjetna, morate vedeti nekaj stvari. Najprej Hilarijev skok. Predstavljajte si 12-metrski zid iz kamna in ledu. Zdaj ga postavite na 8748 metrov tako visoko, da komercialna letala letijo pod vami. Kisika je tako malo, da vaše telo dobesedno umira z vsakim vdihom. En napačen korak in padete. 3000 metrov po gori navzdol. Hilarijeva stopnja je zadnja velika ovira pred vrhom Everesta. To ni kraj, kjer bi počivali in ni kraj, kjer bi sprejemali odločitve. To je kraj, kjer se moraš hitro premikati ali pa umreš. Vendar pa ni nobenih zagotovil. Kar se je zgodilo na Hilarijevi stopni 15. maja 2025, je v nasprotju z vsakim človeškim preživetvenim nagonom. Začnimo. 19 ur prej, ko je bilo vse videti normalno. To je zgodba o Sabratu Ghošu. Sabrata Ghoš je že leta sanjal o Everestu. 45-letni Sabrata Ghoš iz Ranagata v Bengalu je naredil vse prav. Pripravil je svoje telo, prihranil denar, najel ugledno podjetje Snowy Horizon Treks in dobil izkušenega šerpa vodnika po imenu Palshan Tamang. V noči na 14. maj sta se oba moška pripravila na vzpon na vrh. To je trenutek, za katerega živi vsak plezalec Everesta, zadnji vzpon na vrh sveta. Toda Ghoš je sprejel odločitev, ki je vodila v tragedijo. Začeti je hotel ob 22. uri. Morda se to ne sliši kot velika stvar, a na Everestu je pravi čas ključnega pomena. Večina plezalcev začne svoj vzpon na vrh med polnočjo in 2. uro zjutraj. Zakaj? Ker moraš doseči vrh do poznega dopoldneva in se vrniti nazaj, preden popoldansko vreme postane smrtonosno. Začetek ob 22. uri je pomenil, da so že nekoliko tvegali s časovnim razporedom. Takšen začetek ju je postavil skoraj na čelo vrste za vrh, brez ekip, ki bi bile že višje na poti. Ne bi bilo zgodnjega klica po radiju z opozorilom na okrepljen veter ali oblačnost. Z drugimi besedami, plezali so na slepo. Ampak Ghoš se ni zmenil za to. Bil je navdušen. Morda celo preveč navdušen. Že od samega začetka je bilo nekaj narobe. Ghoš se je premikal počasi, res počasi. V snopu svoje naglavne svetilke je šerpa Tamang, njegov vodnik, lahko videl, kako se njegov klient muči pri vsakem koraku. Predstavljaj si, da si šerpa Tamang v tem trenutku, odgovoren si za življenje tega moškega. Vidiš, da se premika prepočasi, a veš tudi, da je plačal več $10,000 za to priložnost. Leta je treniral. Ga obrneš nazaj, mu uničiš sanje. Tamang se je odločil, za kar mu je bilo kasneje žal. Nadaljeval je pot. Uro za uro so plezali skozi temo. Temperatura je bila -40 stopinj. Veter je tulil s hitrostjo 60 milj na uro. Vsak korak je zahteval 3 ali 4 hropeče vdihe. In Ghoš je vedno bolj zaostajal za načrtom.
Na vsakem vodenem vzponu je tako počasen tempo klasičen znak, da je treba vzpon prekiniti. Če bi Nepal uveljavljal stroga pravila za obrat, kot jih imajo nekatere države, bi Tamang lahko pokazal na zakon, ne le na svojo presojo, in preprosto rekel: tukaj se ustavimo. Ampak tega ne počnejo, ampak tako je z vršno mrzlico. Zaradi nje ignoriraš opozorilne znake. Goš si je verjetno leta predstavljal ta trenutek, kako stoji na vrhu sveta in doseže nemogoče. Ta vizija je lahko močnejša od bolečine, močnejša od izčrpanosti in močnejša od logike. Tamang je kasneje povedal, da je bil Goš preveč vznemirjen in ni poslušal opozoril. Nenehno je rinil navzgor, gnan s sanjami, ki so se kmalu spremenile v nočno moro. Ko je 15. maja šlo sonce, so še vedno plezali, še vedno rinili proti vrhu, že nevarno zaostajali za načrtom. Potem, okoli 11 ure dopoldne, se je vreme spremenilo. Drug plezalec na gori tisti dan, Suman Sarkar iz Bardamana, je poročal o tako silovitih razmerah, da je lahko na vrhu stal le 15 minut. Hitrost vetra se je vsako uro povečevala in zgornji del gore spremenila v zamrznjeni pekel. Toda Goš je prišel predaleč, da bi se zdaj obrnil nazaj. Nekje popoldne, nihče ne ve natančno kdaj, mu je končno uspelo. Stal je na vrhu Everesta, 8849 metrov, najvišji točki na Zemlji. Za kratek trenutek se mu je uresničila sanje. Kar se je zgodilo na to, je trenutek, kjer ta zgodba zavije v smer, ki je nihče ni mogel predvideti. Spust se je začel normalno. Če lahko sploh kaj pri spotikanju z višine 8800 metrov v orkanu imenujemo normalno. Goš je bil izčrpan. V coni smrti je bil več kot 16 ur. Zmanjkovalo mu je kisika. Njegovo telo je začelo odpovedovati. Ampak se je premikal, spuščal se je. Uspelo mu bo. Potem so prišli do Hillaryjevega skoka. Se spomniš tiste 12-metrske stene, ki sem jo opisal? Še bolj nevarno je na poti navzdol. Izčrpan si, primanjkuje ti kisika, čez njo moraš plezati vzvratno. En sam spodrsljaj pomeni gotovo smrt. In prav tam, na najslabšem možnem mestu na celotni gori, se je Sabrata Goš nehal premikati. Obrnil se je k svojemu šerpi in izrekel 4 besede, ki jih v coni smrti ne bi smel nikoli izreči. Ničesar ne vidim. To je bilo precej strašljivo, a prav to, kar je rekel potem, je to smrt spremenilo v eno najbolj pretresljivih v zgodovini Everesta. Ker Goš ni samo rekel, da ne vidi, ampak je izrekel izjavo, ki je nasprotovala vsakemu človeškemu preživetvenemu nagonu. Rekel je: ne bom se premaknil. Morate razumeti, kako noro je to. Ko ste v nevarnosti, vaše telo preplavi adrenalin. Vaše mišice se pripravijo na boj ali beg. Vsaka celica v vašem telesu kriči, da se morate premakniti, preživeti, priti na varno. Ampak obstaja še tretji odziv na stres, ki ga pogosto spregledamo – zamrznitev. To se zgodi, ko vaš možgani presodijo, da je grožnja tako velika, da ne bo pomagalo niti bojevanje, niti beg. Vaše telo se preprosto izklopi. Kljub temu, tudi če to vemo, je tisto, kar je Goš naredil naslednje, težko razložiti. Ker na 8748 metrih v divjih vetrovih in snežnem metežu ni samo zmrznil. Odločil se je, da se ne bo premaknil. Pol Shen Tamang je takoj prepoznal, kaj se dogaja. Nenadna slepota, nerazumno vedenje in popolna zaustavitev običajnega odločanja so vse kazali na eno stvar. To so bili klasični znaki hude višinske bolezni. Ko tvoj možgan ne dobi dovolj kisika, ne deluje več pravilno. Lahko haluciniraš, lahko izgubiš vid, lahko sprejemaš odločitve, ki nimajo nobenega smisla. Ampak tukaj je tisto, kar naredi primer Goša tako zaskrbljujoč. Ni se zgrudil, ni izgubil zavesti. Preprosto se je zavestno odločil, da ne bo več poskušal. Dobesedno je sedel v tako imenovani coni smrti in obupal. Sledilo je 8 ur pekla, ki presega razumevanje. Najprej je Tamang poskušal z njim razumno govoriti. Poskusite si to predstavljati, če lahko. Dva moška kričita drug na drugega v zavijajočem vetru. Eden prosi drugega, naj reši svoje življenje. Premakniti se moraš. Ne bom. Umrl boš. Ne bom se premaknil. Ure dolgo je Tamang prosil. Verjetno je omenil vse, kar se mu je lahko utrnilo. Gošova družina v Bengaliji, njegov dosežek, da je dosegel vrh, dejstvo, da je varnost oddaljena le nekaj ur. Toda Goš se ni hotel premakniti.
Zato je Tamang naredil nekaj, kar kaže na neverjetno predanost šerpovskih vodnikov in se odločil, da bo svojega klienta fizično zvlekel z gore. 4 mučne ure v temi, v coni smrti, je Tamang vlekel, potiskal in nosil Gosha po Hillaryjevi stopnici navzdol. Vsak gib je bil muka. Vsak meter napredka je zahteval nadčloveški napor. In po 4 urah te muke so napredovali le 90 metrov. To je približno dolžina nogometnega igrišča in toliko časa jim je vzelo. Poskušam si predstavljati, kakšen fizični davek je to terjalo od Tamanga. Na morski gladini bi bilo izčrpavajoče nositi drugo osebo 90 metrov. Na 8500 metrih, kjer je le tretjina kisika, ki ga vaše telo potrebuje, je to skoraj nemogoče. Zato ni presenetljivo, da je po tistih 4 urah Tamang omagal poleg Gosha. Oba moška sta sedela tam v snegu, nad oblaki v coni smrti in Tamang se je soočil z dejstvom, ki ga bo preganjalo zavedno. Zmanjkovalo mu je kisika. Kruta matematika Everesta je, da imaš s seboj omejeno količino kisika. Če ga porabiš preveč, umreš. Če ti ga zmanjka, umreš. Če ga deliš z nekom drugim, oba umreta. Tamang je bil v coni smrti skoraj 16 ur. 8 od teh ur je preživel, ko je poskušal rešiti človeka, ki ni hotel rešiti samega sebe. Njegovo lastno telo je odpovedovalo. Začele so se pojavljati ozebline. Njegovi možgani so zaradi pomankanja kisika začeli odpovedovati. In kljub temu je ostal z Goshem, dokler je le lahko. Toda ko so jim zaloge kisika popolnoma pošle, se je Tamang soočil z odločitvijo, na katero te nobeno usposabljanje ne more pripraviti. V situacijah preživetja so ljudje naredili neverjetne stvari. Odrezali so si celo lastne roke, da bi pobegnili. Pili so lastne izločke, da bi preživeli. Jedli so stvari, ki jih tukaj sploh ne moremo omeniti. Ampak pustiti nekoga za sabo, nekoga, za katerega si odgovoren, nekoga, ki je še vedno živ, še vedno diha, še vedno sedi tam v snegu, to je povsem drugačna odločitev za preživetje. Na koncu se je Tamang odločil za življenje. Sobrata Gosha je pustil sedeti v snegu blizu Hillaryjevega skoka in začel svoj obupani spust sam, v temi, brez dodatnega kisika. Kar se je zgodilo potem, pokaže, kako blizu je bil Tamang temu, da bi se pridružil Goshu na gori. Medtem ko se je spuščal, je Tamangovemu možganu, ki mu je primanjkovalo kisika, začelo odpovedovati. Začel je halucinirati, videl je stvari, ki jih ni bilo tam, in slišal glasove v vetru. Na neki točki se ni mogel spomniti, kje je ali kaj počne. Predstavljaj si, da poskušaš najti pot na enem od najnevarnejših spustov na svetu, medtem ko ti možgani ponagajajo. Vsak korak bi te lahko poslal v 1000-metrski prepad. Vsaka odločitev je lahko tvoja zadnja. In ves čas moralno nosiš težo človeka, ki si ga pustil za seboj. Obljuba, ki je nisi mogel izpolniti. Življenje, ki ga nisi mogel rešiti. Nekako z golo voljo ali gorsko srečo je Tamang preživel. Ob sončnem vzhodu se je opotekel v 4. tabor, potem ko je bil skoraj 20 ur v coni smrti. Njegovi soplezalci so ga našli s hudimi ozeblinami, nerazločno je blebetal, bil je bolj mrtev kot živ. Potreboval je 2 dneva, da si je toliko opomogel, da je lahko razložil, kaj se je zgodilo tam zgoraj v temi blizu Hillaryjevega skoka. Ko so reševalne ekipe končno dosegle Hillaryjev skok, so našli sobrato Gosha točno tam, kjer ga je Tamang pustil. Še vedno je sedel v istem položaju, še vedno je imel na sebi vso opremo, popolnoma zmrznjen v položaju, v katerem se je odločil odnehati. 3 besede, ki so zapečatile njegovo usodo, ne bom se premaknil, so postale njegov epitaf. Kar naredi to smrt tako vznemirjajočo, ni le to, da je Gosh umrl na Everestu. Ljudje umirajo na Everestu vsako leto. Gre za to, da se je odločil umreti. Usedel se je na najbolj nevarnem kraju na svetu in zavrnil poskus, da bi se rešil. Seveda, Gosh je bil v coni smrti več kot 16 ur, ko se je usedel. Njegovo telo je začelo odpovedovati, njegovi možgani so zaradi pomankanja kisika delovali nepravilno. Toda drugi plezalci so v coni smrti preživeli dlje. Drugi plezalci so premagali podobno izčrpanost. Kaj je bilo pri Goshu drugače? Zakaj je obupal, medtem ko so se drugi še naprej borili? Prebral sem na desetine poročil o višinski bolezni in čeprav vpliva na sprejemanje odločitev, običajno ljudi ne pripravi do tega, da bi popolnoma obupali. Večina plezalcev, tudi ko so močno prizadeti, ima še vedno nekakšen preživetveni nagon, ki jih žene, da se spuščajo. Sobrata se je očitno zavestno odločil, da bo umrl na tej gori, namesto da bi se odpovedal svojemu dosežku na vrhu.
Kot da bi, ko je dosegel vrh, nek del njega odločil, da je to dovolj, da bi raje umrl, potem ko je uresničil svoje sanje, kot pa živel z zavedanjem, da jih je moral opustiti. Kot si lahko predstavljaš, je odločitev Tamanga dvignila nekaj obrvi. Ena stran trdi, da vodnik nikoli ne bi smel zapustiti svojega klienta, ne glede na okoliščine. Druga stran pravi, da je naredil edino razumno stvar, saj bi ostati pomenilo 2 smrti namesto 1. Ampak mislim, da obstaja še tretja možnost, o kateri nihče ne govori. Kaj pa, če je sobrata želel ostati sam? Kaj pa, če je že sprejel svojo usodo in so Tamangovi poskusi, da ga reši, v resnici samo podaljševali njegovo trpljenje? Ne vem. To je mračna misel. Vendar bi lahko pojasnila, zakaj bi sicer razumna oseba sedla v cono smrti in zavrnila premik, tudi ko se sooča z gotovo smrtjo. Sporočite mi svoje misli v komentarjih. Ko pa na to mirno pogledaš, Gošova smrt ni bila le ena slaba odločitev. Bila je niz preprečljivih odločitev. Vsak izkušen plezalec, ki bi to gledal, bi na več točkah kričal: obrni se nazaj. Toda brez uveljavljenih pravil in z obsedenostjo z vrhom, ki je zameglila presojo, se je tragedija nadaljevala. Osebno mislim, da je bilo pogum, ki ga je pokazal Paul Shen Tamang, najprej, ko je 8 ur poskušal rešiti Goša, nato pa še, ko je sprejel najtežjo odločitev v svojem življenju, izjemen. Čeprav zaradi tega postane tragedija še bolj srce parajoča, me spominja, da lahko ljudje tudi v najhujših situacijah pokažejo neverjetno moč. Tamang bi lahko takoj odšel, ko je Goš sedel. Lahko bi si prihranil ure trpljenja in tveganja, vendar je ostal. Poskusil je. Dal je vse, kar je imel, dokler ni imel več ničesar zadati. Kaj bi naredil, če bi nekdo, za katerega si odgovoren, preprosto obupal? Če bi sedeli na smrtonosnem mestu in se nočejo premakniti, kako dolgo bi jih poskušal rešiti? Koliko bi tvegal? To je pravo bistvo te zgodbe. Ne samo, da je moški obupal v coni smrti, ampak da drugi moški ni hotel obupati nad njim, dokler res ni bilo nujno. Hvala, ker ste gledali in se vidimo v naslednjem videu. Bodite pogumni in živite pogumno.